In sva potem s Šribarjem, to je pa en profesor, pravnik, ne, profesor z pravne fakultete, sva pa pri Petrovčičevi, tisti polnočni klub, ne, in bi mogla nekaj tudi igrati, ne. On je klavir zaigral, tam je bil klavir, to. Jaz pa kitaro. Ja. Sem rekel, veste, ker je bilo malo govora o Ravnikarju, pa ne vem kaj. Ja. Pa sem rekel, veste, Elza Budal, ne, on je rekla, meni je vse naučil Ravnikar. Ne? Rekla, on je rekel, gledajte, kot tekste pisal, pa to, ne. Rekla, vse v prostoru. Če ti opišeš prostor, pa noter ena ljubezenska zgodba, ali pa dva se srečata, ali pa ne vem kaj, pa je zgodba. Ne? Sem rekel, naprimer, ne. Rekla, sem imam prste kitaro, pa sem rekel, ne. Poletna noč, bila je najin dom, se stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnik. In tako, ne. To je, ne, prostor. Ona ga je opisala, potem pa je noter tisto, ne. Vse mine polno, pa ne vem kaj. A to je kaj, to je njej Ravnikar rekel? Ravnikar, ja. Ona je bila njegova študentka, ne. Aha, Ona je študirala arhitekturo. Spočke, pa to nekaj. Aha, ne, to nisem vedel, ampak sej, dejansko je res, da ko bereš kakšno knjigo, vidiš, da je res doživeto. Nekdo opiše In Ravnikar je blazno cenil Smiljana Rozmana. Kaj blazno je cenil? Cenil, ja. In celo smo šli potem enih dvakrat, trikrat na večerjo skupaj. Jaz sem bil tam kot njegov oproda, ne, tistih 10 let. In rekel, jaz on zna prostor opisati, ne. In tudi on je rekel, ne, je rekel, glej. In jaz sem potem kasneje videl pri Frančku Rudolfu, ne, a take stvari bomo tudi se pogovarjali. Evo, vse že snima. Lej. No, in Franček Rudolf, ne, on je bil od moje sestre, bi rekel, kolega iz gimnazije, ne, iz Maribora. Pa smo se potem malo tudi družili, čeprav bil malo starejši. In on je tako vedno poslušal, ne, kaj ti pripoveduješ, ne, pa neke scene naše, pa ono, pa tete, ne. Rekel, veš, kam greš ti, ne? Sem rekel, ja, zdaj imam eno javno razpravo tam kar na nekih kmetijah, na Ravnah, pri Ravnah na Koroškem. Rekel, grem zraven, ne? In dejansko on tam sedi, nekaj piše, pa to, pa gleda. Pa sem rekel, da tebe to zanima, kaj? Rekel, ne, veš, jaz opisuješ, ne, to prostor tašen, ko sto okno to vidiš, tam je to, oprema je tašna, ne, ono tretje. Lej, ko imam to, noter še sam eno erotiko vtaknem, pa je roman. Ne? In midva sva imela tako tudi večkrat takšne razgovore, ne. Jaz sem takrat gradil nek most, ta Prulski most, ne. In krajani so bili jasno proti, vsi na obeh straneh, ker je bila to ena majhna brv, ne, oziroma lesen most, pa se je tudi šel s kakšnim avtomobilom čez, ne pa kakšen avtobus pa tornjak. In zdaj, takratna oblast, ne, mestna, je pa hotela tam narediti celo en gospod, ne, je bil načelnik za promet, da bo tam 6-pasovnica, pa da bomo potem tunel naredili naprej, še en tunel skozi Grajski hrib, ne. In ljudje, ko se je sprejemal ta dokument, so ga imenovali, da bo to Tankovski most. In ko smo imeli javno razpravo na magistratu, sem jaz mogel iti skozi špalir teh razjarjenih krajanov, ki so vam metali krompirja. Res? Ja. Ne, tako je dobesedno. Ne, dobesedno. In potem k sreči, no, se je to zožilo in most je mogel izgledati kot brv, ne, za pešce. Zato so te trotoarji iz opeke, opekarska cesta, to ograja, tašna, ko ima te bunkice gor, ne, da otroci
grejo s palčko, pa delajo tik. A veš, to je iz mladosti takšne stvari. Potem je pa bil problem, da je treba bilo to posvetiti, ker je bila pač oblast takšna, da se je to posvetilo. Kako posvetiti v smislu? Aha, ok. Ne? Kako se temu reče? Ja, žegnati. Žegnati, ne? Požegnati. Požegnati. Ampak je bilo treba potem narediti neko obeležje. Ne? In ta gospod Lesar, ne? On je enega podobarja dobil in je naredil tačno, veš, razpelo, mogoče za neko razpotje neke vasi, ki ima 3 hiše. Ne? Jaz sem rekel, gledaj, ampak če že, naj bo to, rečemo, in obelisk, ne? Pa gor takole križ, tako kot veš tist, ko ti ugašaš luči, ne? Ja, Cerkvi, veš? ja. Ne? Ima tisto kapco, Pa ima ja. tudi kapco, pa ima tudi navadno križe gor, ne? In sem šel do župnika na Trnovem in prav ta župnik, on je pa bil gradbenik, drugače. A res? Ja, Po profesiji gradbeni inženir. gradbenik? Ja, potem se pa še posvetil, ne. Rekel, ne, to ne more biti tašno, ne. Je bil urban človek, ne, se je imel skozi neke razstave, moderne, pa on, pa tistem, galerijo ima v sklopu župnišča, če poznate, Ne. na Trnovem. Ne. Ja, lepa, to je še od Cvirk, Marjan, profesor, Ja. ne, je delal tisti projekt. No, in zdaj mi jasno, zdaj pa ta Lesar, ne, on je pa bil, tako bi rekel, svoj glav, ne, pa strasten, ne, in on je dal tisto postaviti, tisto razpelo. In je bilo tam, da most, rečemo, naj bi bil eleganten, ne, modern, tam pa tisto Dva razpelo, količka. ja, in tisto pa ni bilo fajn. In zdaj smo mi, en macesen, ki je bil že staran, par letašen dolg, smo ga lepo vlupili, veš, kot rečemo plečnik na Hračanih, ne, sem v mali obliki, ne, pa tisti zlat križ gor. In zdaj pripeljejo delavci, da bodo to zamenjali. Lesar je pa pripeljal ene gospe v črnem, ruta to in to, z rožnimi venci. Pripravljajo se na nevihto, črni oblaki. In Lesar rekel, prokleti bodite vi in vaši otroci in vaši vnuki, ki se boste skrunili, dotaknite se tega križa. Delavci so tam tisti delali. Župnik je govoril, je rekel, to so vraže, pustite, to nič ne, vi opravite svoje delo. Župnik je bil še na vaši strani, Ja, pa ja. kljub temu ves preklet. Tamne so one, gospe so šle brali, zdrav Marija, te delavci odžagajo tisto, v tistem grom strela, pade na njih tisti križ. Glej, to je Fellini. Mislim, to je Če bi scenarij pisal, bi ga težko tako zadeval. težko. Ne? No in potem smo tisti postavili, sam seveda, zdržovano pa ne vem, če je bilo, ne. Smo večkrat potem malo tudi protestirali, pa to, da je treba tole, ne. A veš, tista pozlata je že malo tako, da ne vem, moram pogledati, če še. Ne. In kdaj ste to menjali? To je bilo, kaj bi bilo to? Strgar je bil takrat župan. Ja, to je pa že kar nekaj časa nazaj. Tam, med 95, 2000, tam nekje. Ne. Ja, po Ne, ampak, osvoboditvi. ja, ampak to so, gledaj, take zgodbe, če bi hotel pisati scenarij, ne, in tako. In ta Franček Rudolf, ne, jaz to pripovedujem, kako ena krajevna skupnost je bila za to, da se ta most zgradi, druga je bila proti. Ne. In je potem on napisal eno nadaljevanko televizijsko o 2 krajevnih skupnosti, ki sta bile vedno ločeni in se je zgradil most. In ta most naenkrat je pretočil energije z ene na drugo stran. Ne. Naenkrat so ljudje, ki nikoli niso bili skupaj, ne, so bili staknjeni. Ne.
on je zdaj povezoval, hkrati pa tudi napetosti še bolj staknil, ne, je nastal kratek stik, ne. Ne vem, ali so mu to potem objavljali, ne, vem pa, da smo še kakšne stvari prebral, celo je nek roman pisal o nekem arhitektu, ki so temu neke godiče napisane. Ja. Ampak dejansko pol inspiracija mu je bila ravno ta prigoda s tem. Ne? Z mostom. Ja, z mostom, kaj most se naredi in kaj most je in tako dalje. Ne? Plagiator, se pravi, vse je od vašega realnega življenja. Ne, tako to je, ne, se očitno prisluhneš, ne, se če ti greš v eno gostilno, pa daš en mikrofon, se sam te dialoge ti prepišeš. Je že narejen, ne. Jaz sem imel težave s temle romanom, ne, ko sem rekel, ker tisti arhitekt je bil kar poskočen, ne. Tam ženske pa ona pa tretja. Zdaj, situacija, stanovanje moje, situacija je vse, realno, sam jaz pa tam z nekimi ženskami. In sem doma težko to vzdržal, da sem prepričal, da to ni res, da to pa je njegova umetniška svoboda. Biografsko. Ja, tako, ne. Zanimivo. Ja, res. Da je to, ja pa sej logično je, da nekdo, ki zna res sočno pisati, da mora biti blazno dober opazovalec, se ne more drugače biti, po moje. Vse to vidim tako kot kolumne, če napišemo, ne. Tudi sina sem malo na ta način cepil, ne, piše neke kolumne pa to. Ja, Aleš. Jaz sem rekel, gledaj, vedno mora imeti, vsaka kolumna mora imeti kontekst. Nekje se mora pojaviti v nekem prostoru, potem pa stopiš v zgodbo, ne. Ja. Ne? In res, če tega ni, ne? Dolg čas. Ja. Ne, tako pa seveda, če se ti nekam postaviš, pa ne veš, kam bo čakal, nekoga nekam umestiš. Vsaj, če bereš knjige, ki te pritegnejo, so tudi vse tako napisane na nek način. Ne. Te nekam umestijo, pa ne veš še, pa mogoče se neki liki začnejo dogajati, pa si jih ne znaš še urediti v glavi, ampak se to pol v nekaj skristalizira. Vse za nas, arhitekte, malo moteče včasih, ko že 4 strani opisuje samo rastline, ki so tam v vrtu, pa kamne, ki so, pa stebri, pa ono, pa te, pa rečeš, se to vem. Mi to vemo, ne? Ampak za enega, Janez Koželj zdaj piše kolumne, ne? On je pisal prej ene teoretične tekste, ne? In tisti teoretične tekste se je študiralo. To so bili stavki tako preko kompleksni, da si ti mogel 3-4 prebrati, pa ga razčleniti, narediti stavčno analizo, ne? Da si videl bistvo, vse tako kot pri filozofskih tekstih, kakšnih, ne? Sploh od Nemcev. Ne? No? In potem je biti ogromno enih citatov, ne? In enkrat sem rekel, gledaj, Janez, ampak daj, enkrat ti povej, da ti to praviš in ti to misliš, ne? Daj sprosti se, ker vem, da znaš ogromno in da imaš svoje stališče. Vse ti ni treba se skozi sklicovati na druge, kot da ti nisi mogoče dovolj in tako, ne? Pa bolj mehko, ne? In te kolumne, mislim, da so zelo fajn zdaj. Kje pa jih piše? V Dnevniku. Fajn, lepo. No in tako tudi on vedno opiše zdaj, ne? Naprimer neke rastlinje nekega vrta, ne? Kaj vse tam noter, pa ribe, pa rubini, pa to, pa pika polovnica. Veš misli. In te začara v nek ambient, zato si ti tudi pripravljen, tudi kakšno misel, ki je majčkeno teža sprejeti. Če pa nekoga zamoriš na začetku, je pa konc. Pa reče, bom to enkrat prebral, ne? Ne, če te ne potegne, ta enkrat se sploh danes po današnjem tempu, mislim, da se ta enkrat ne zgodi nič več. Hipo, ko nekaj preskočiš si. Vse to je podobno pri predavanjih, ne? Oziroma sploh, ne? Interpretacija neke zamisli, ki jo imaš, ne? Enkrat je to napisano na roko, pa enkrat je to povedano. Potem je napisano na roko, potem je zelo koristno to pretipkati na računalnik, esejistično, potem pa
postaviti v stolpce, kot da je to v časopisu. Zakaj pa ta slednji korak? Ker v časopisu ti vsak pleonazen, vsako najmanjšo drobno nedosežnost v trenutku ugotoviš. Ko bereš ta tekst čez, ne, tako kot pri muski. Ti, ko musko igraš, kot sam igraš, imaš občutek, da je bilo vse perfektno, ne? Dobro, tiste dve napake, ampak za poslušalca sta pa tiste bistveni. Dvakrat se zmotil. Ti pa sploh greš preko, vse pravzaprav glavnine odigrane. In tako je tudi, ko ti po magnetogramu, ne, prepišeš ta tekst. Je lahko perfektno predavanje, ker ti govoriš z neko govorico telesa, ne, ker pravzaprav ti poskušaš vplivati na emocije tega poslušalca, da on to sprejme kot svojo izkušnjo. Ne. Potem to pretipkaš, tisni za vrat. Ne. Potem to očistiš, rečemo, da bi na roko, se kar lepo bere. Ko to pretipkaš, vidiš zopet. In ko to daš na stolpce, pa konc. No, ker to vse ostalo nekako razumem, te stolpce pa ne vem. Poglejte, koliko hitro človek opazi neko napako ali pa nedoslednost ali pa eno slovnično napako v tekstu, v časopisu. Ker so krajše vrstice. So krajše. In ti hitro vidiš, kje se kakšne stvari ponavljajo, kje je napaka. En S manjka. Lej. V onem nekako si bolj toleranten. Ja, se to je, gledaj, tekst, tam tisti en S. Ne? To je pa že konc. Okay. To poskusite enkrat. To nisem nikoli pomislil. Je pa res, da vsi ti blogi, ki jih jaz pišem tudi za na spletu, jih nimam tako na široko, ampak jasno jih držim omejeno, da je ni mogoče ravno časopisni stolpec, mečken več. Ne, to je zanimivo. Dajte enkrat to izkušnjo, no? Da nek tekst, ki ga pišeš tako v A4 formatu, ne, ga spravi noter v to in kako bo ene stvari ven bile, pa še pa pismo, kako jaz tega nisem videl. Ja. Ne? In predavanja pa sploh, ne. Zdaj ti prideš na kakšne te seminarje, kjer so tudi pravniki, ne, ali pa ekonomisti, Portorožu. To je tista, veš, organizirano, strukturirano predavanje, to povedano, ne. Na koncu bi rekel, ti bi mi rečel, Martin, ti je dobro predaval, kaj, ne. Sem rekel, kaj pa je povedal? Ne, ampak je bil perfekten, ne. Ne? Potem pa vidiš nekoga in to, če danes je perfektno, ker ti lahko res poslušaš največje kapacitete iz različnih področij, Harvard, kjerkoli, Oxford, predavanja, jaz hodim okoli, imam slušalke gor, grem na Mengeško kočo, 2krat na dan včasih, in imam predavanje. To je točno eno predavanje. Super. In vidiš način predavanja, ne? On te mora najprej, moraš ti nekaj sprejeti. Tako, na človeški ravni. Ker potem zaupaš tisto, kar bo povedal. Če si samo, ne vem, to je poljub preko šipe, ne? Veš, vse je, ne? Sam ni. Ni, ne? In ko to vidiš, kako on namenoma poskuša biti malo neroden na začetku, pa to, pa kaj dol pade, pa vse to, ne? Pa se vsi malo režijo, pa in ga spoznajo v njegovi človeški naravi. Se pravi, je, en od nas je, ne? Je en od nas, ne? In potem samo predavanje, ki se mora dotakniti kot predavanje, ne? To ni tekst v knjigi, kot predavanje se mora tvojih emocij. Ja, sigurno. No, ker potem ti krmiš dolgoročni spomin, drugače ga ne. No, tudi za tekst v bistvu to velja. Tudi za tekst. No. Jaz sem včasih presenečen,
Pred časom, ko so te dnevi lesa, gradnje z lesom, pa to ne tle na biotehniški, a ne, so me še enkrat ali dvakrat povabili, da sem nekaj predaval. In tam so vedno isti. Je tale profesor eden, pa Bruno vedno predava. Bruno, pa tako. No, ampak jaz sem bil prav razočaran nad enim predavanjem tehle profesorjev, zato ker on je imel prosojnic pač 100 in niti toliko se ni pripravil, da bi jih zreduciral na tisto, kar je bilo omejeno. Presegel je itak določen čas. In to so bili neki grafi za nekimi milijon napisi, pa to nobenih emocij, nič nisi mogel videti. No. In takrat po tem drugem sem jim tudi napisal, da to se mi ne zdi fair, ne, prvič. Da se vidi, da ni bilo pripravljen, saj on je mogoče strokovno predaval. On je predaval zaradi sebe, ne zaradi publike. Ne. In se ni nobenega dotaknil. Ne znajo, ali pa nočejo, ali se jim pa ne da. No, si pa me niso nikoli več povabili, ker sem to napisal. Ampak je škoda, ne? Ja, ker v bistvu retorika, to je tudi veda, ne? Veda, tako je. In tu se moraš malo priučiti, ne? Tako. Mi smo se malo vojski naučili, ne? A res? Vojski? Jaz sem imel tudi tist, ne? Sem bil rezervni oficir. Aha, okej. In smo, potem, ko sem prišel nazaj v Ljubljano, ne, bil sem v Karlovcu, pa na Luki, pa nekaj, to smo bili gorska inženirja, ne, diverzanti, pa to, ne, helikopter pa dol skapiš, mine postaviš, pa te zopet dvigne. No, ampak, in smo imeli potem manevre, oziroma te vaje, ne, vojaške, ene 3 dni, ali pa včasih samo en dan, nedeljo, naprimer, v Ihanu. To je bilo zborno mesto, tam je to je zdaj zazidano, en takšen fuzbalplac je bil travnat. In jaz sem imel čez 150 ljudi. Ma ne 150, po mojem jih je bilo še več. Po mojem bilo še več, ja. Kaj zdaj, rečemo, da jih je bilo 300, ne? In zdaj, starešine, ne, ta pravi, so šli tam v štarijo, ne. Jaz sem jih pa mogel držati na kupu, ne. In potem, zdaj kako, ne, pa si pripeldoval. In veste, ne, ali pa če je bilo tam polovica, ali pa 3/4 iz drugih republik, znate, tako je to došlo do toga, da smo mi tako napravili, tako dalje, to je to. Potem sem videl, da se je to začelo razkravljati, veš, kot ene pišanci, ki grejo od Hokle stran, sem rekel, ali drugovi, zapamtite, još jedna priča, ne, pa so zopet prišli. Ampak kam si mogel imeti priče, ne, če nisi imel priče, ni bilo nič, ne, on je šel nerazen, ne. Ja. Ne? In to mi je zelo prav prišlo pri pedagogiji, zato ker smo imeli, naprimer, delavnice, ne. Pa na delavnici je tudi tam nekaj 100 ljudi, ne, iz vseh držav, pa ne vem kaj. Ni je pa malo, 3-4, ne. In kako zdaj zmotivirati, kako to potisniti, kako jih, ne, navdušiti nad neko stvarjo, ne. Ja. In to je pedagogija, ne. Pedagog bi to mogel imeti, ne. Vse, kakšni so zelo dobri, ne, v svoji stroki, ampak tega pa nimajo, ne. Ja, jaz mislim, da je to ena ključnih stvari, ja, pedagoga. Marsikaj bi se mu dal skozi prste pogledati, ampak to ne razumem, tako, ko gledam tudi v osnovni, srednji šoli, kako, pa če vzamemo najbolj banalen predmet zgodovino, da to ne zna nekdo povedati tako, da bi ga otroci poslušali, da bi pozabili, da je zvonil, to je meni nemogoče ne razumeti. To moraš biti res tako nemotiviran, ker vsi vemo, da zgodbe so tisti, kar nas privleče, kar si zapomnimo, ker zgodbe prodajajo neko misel. Pa še to, kar je bilo na začetku omenjeno, ta dramaturški lok, kako ti v neki pripeleš in kako se potlej zgodi. Ampak vse to imamo isto pri arhitekturi, ko hočeš ti prodati tako hiško, ne moš reči, no tako, da smo naredili. Ne, in ker jaz mislim, da s to umetno inteligenco, ne,
že prej, moram reči, ko sem bil še zelo aktiven kot pri Fox, si pravzaprav ugotovil, da ko ti razdeliš projektne naloge, ne, rečemo, da je 30 študentov ali pa 50 študentov, vsak ima svojo projektno nalogo, da so individualne, ne, in so to različne tematike. Po enem tednu je študent o tematike vedel 3-krat več kot ti. Zato, ker je že bil internet, on se je to obesil gor, literatura je tudi dostopna, to ni tako, kot ko smo mi študirali, ko so profesori takoj vzeli knjigo, če je prišla v knjižnico in je ni vidno študent, so bile kakšne 40 let stare, ne, taka plesen. In potem ugotavljaš, da edino, kar preostane, ne, pedagogu, pa ne rečem preostane, ker to je najbolj bistveno, da zna motivirati, navdušiti za to stroko, za bolj zahtevne naloge, da razvija empatijo, poskuša, ne, da v bistvu prižge luč, ki jo nekdo ima, ali pa nima, ne, ampak za tistega, ki jo ima, to pomeni vzpon navzgor, za tistega, ki nima, pa vsaj eno elementarno znanje, da ne bo prevelike škode delal prostorno. A veš, mislim? Ja, mislim. In zdaj pa za tistega, ki pa ima, ti smo pa moraš skozi lestvico dvigati. Kot trener, ne? In 150, 160, cek, pa ne gre, pa je obup, pa je kriza, pa je psihiatrija, pa psihologija, vse to si kot trener in to si kot pedagog, potem ga malo pomiriš, pa gremo naprej. Ne? In ko to vidi in ko vidi, da bo celo življenje pred isto nalogo, da bo mogel skopčiti preko neke višine, ki je še ni skočil, in da bo sam v tem, da se spodbudi za to. Rečemo kot greko zdravilo. Ja. 1, 2, 3. Ne, če tega ne narediš, ne boš mečkal tamle. Ampak, ko on dobi študent to v sebe, to lastnost, da je prvič, da ve, da bo vedno težko in da vedno bo kriza in da vedno moraš biti kritičen do tistega, kar si naredil, ker rače krize ni, ne. Ko si ti teh par elementov osvojil, potem lahko rečeš, no, zdaj si pa zrel, zdaj pa lahko greš. Se včasih se, gledajte, ta dobri, jaz sem ravno razmišljal, dobro, jaz nisem dober, ampak rečemo, en Vojtek, ne, to so študirali 10 let, ne, Ravnikar je študiral 12 let, ne, mi z Janezom sva študirala 8 let, ne, in tako, le. Ali pa on mogoče še več, ker je še bil v Beogradu vmes, ne. Se pravi, pa ne zato, ker ne bi mogel prediplomirati, ampak si imel nekako občutek, da še nisi zrel. In Ravnikar, ne, pri katerem smo bili, on je to nekako toleriral in je potem rekel en kolega moj, ker bi rekel, da je mogoče izkoriščevalski brezčuten, ne? Ker smo tudi za njega kakšne stvari malo naredili pa to, pa teh nižje letnike malo rihtali, ne? Da je brezčuten, ne? Da te izkorišča. Ampak ravno en kolega je rekel, da je mu pa mama umrla, pa tudi že 7 leto študiral, pa ga je poklical vse, je rekel, veste kaj, drug teden malo preneste, kar ste naredili in boste diplomirali. Je rekel, ja, ampak mislim, da, je rekel, jaz mislim, da vas nekdo drug zdaj bolj rabi. Zdaj niste vi tisti. Ne? Ker ostali pa nekako si imel občutek, da zdaj pa bi že, ne? In ta navada, da so študenti delali v birojih, to sem jaz tudi toleriral, ne? Jaz bi mogel skrbeti za to, da končajo v 4-5 letih, ne? Ampak
si rekel, ko dela v biroju, si ustvarja že neko svoje delovno okolje. Seveda. Bi rekel, je že konkurenčen. In potem, ko on diplomira, samo še prestopi iz ene polovice na drugo. Pa se mu nič ne spremeni. Ja, točno to. In upeljani. Medtem ko vsi tisti, ki so končali v 4 letih, pa po 5, odlično, vse, nikoli ni bilo pravzaprav ga videti v tej stroki. Ne? Zase verjetno tista služba, pa ne vem kaj, ampak tako, da bi bilo nekaj presežnega, pa ni bilo, ne? To je zanimivo. Ne? Jaz sem že prej hotel vprašati. Ušlo mi je iz glave. Ampak se bo še vmes. Ja. Se bo, pride nazaj včasih. Ja, včasih, ja. Jaz vidim pri sebi, da včasih sem predaval in med predavanji si imel kup domislic, ki bi jih še povedal. Pa sem jih imel na 4 zalogi, pa sem jih počasi, zdaj še 2 lahko držim, ne? Ja. Ne gre več na 4, ne? Ja. Te jih že povoziš, ne? Dobro, mislim, da to pri vas ni problem. Ne, točno, zdaj sem se spomnil, hotel sem reči, da dejansko sem videl to pri vseh teh dekletih, ki so tle pri meni v biroju, ne? Večina je začela tam nekje v 3. letniku. Ja. In to in pol jasno, vsaki se je tudi mečken potegnil zaradi tega, ker so bile tukaj, ampak jaz pa sem pol vse rekel, daj ti to porin naprej. In jasno, takrat, ko je bila v žaru borbe za magistrsko, je bilo sicer malo vakuma tukaj, ampak v hipu, ko je bilo konc, je ona samo potegnila naprej in to je to. Idealno, ne. In dejansko tudi meni, evo, jaz sem po mojih 5 letih. No, evo ga. Ampak meni se je blazno mudil takrat. Nekdo je še čakal, ne? Ja, seveda, jaz sem bil itak več parlajevcu, tega Cankarjevi, kukar tam je drugo, no? Kukar na faksu, ne? On je čakal, ne? In jaz sem rekel, jaz moram zdaj to potegniti, ker se ne morem tam, zdaj da me sam zadržuje. Jaz sem bil ta prav študij, skoraj bi rekel tukaj gor. Tukaj gor, pa pri njemu v Črnučah je bil bolj moj študij, kukar na faksu. Na faksu sem v predmete, frekvence, to. To je bilo pa tisto, kar je... Moram reči, da jaz kot dekan sem zelo dost v bistvu študiral o tem, kaj pravzaprav je fakulteta, kaj je univerza. Tudi sem bil vedno bolj prepričan, da je ta prav koncept je Humboldtova. Prosim? Humboldtova univerza v Berlinu, ne? Ja. Kjer v razliku od tehnike ti študiraš, ni omejitve izpitov, ampak ti končaš takrat, ko imaš občutek, da si zrel. In da si najprej študent univerze, se pravi ena humanistična, splošna, tehnična, ne vem kakšna znanja, in potem stroke. Se pravi, vsi sicer na fakulteti za arhitekturo, pa vendar ne smeš pozabiti, da si na univerzi. Se pravi, da so še drugi... Tako. Da, ne, v razliku od tehnične fakultete, ker so to kursi, ne, katerih ti obvladaš neka znanja, ne, ki so dosti schematična, je to normirano časovno, rečeš, ne, 1 semester, 2 semestra, potem moraš napriti, 3-krat lahko, drugače padeš, drugače ni več in tako dalje, ne. Je to en šnel kurs, ki je za v bistvu manj zahtevna opravila. Če si pa ti na univerzi, se pa smatra, da ti lahko presežke v svoji stroki narediš samo še z neko večjo širino. To sem bil prepričan. Jaz mislim, da to kar drži. In tukaj je bilo tudi, mi nekako vodilo tudi Ravnikarjev lik, ne, ki kakršenkoli je bil, ne, na različne komentarje, mi smo v njega verjeli
kot velikega humanista za tisto, kar se na deklarativni ravni nekako tudi izpostavlja. Ne? Se pravi, empatija do javnega interesa, do javnosti, ne, in tako dalje. Ne, odgovornost do naročnika, do stroke, tako dalje. In pa eno zelo, bi rekel, kompleksno vedenje o tem, ne, o življenju, o strokah drugih in tako dalje. To se nam je zdelo in jaz sem poskušal ves čas tudi kot v tej funkciji, ne, dekanski, to zasledovati in tudi vabiti ljudi, ki sem vedel, da znajo kaj napisati, se pravi, kaj razmisliti, kaj napisati, ne, in ki so tudi dobri arhitekti. Ne, in ki po možnosti imajo tudi ta pedagoški eros, ne, ja. O katerem je Ravnikar povedal. Pedagoški eros, ne. Ti moraš to prenašati, ne, ta puš. Ne. Zdaj, in tukaj potem je bila ta moja dilema na eni strani odgovornost do družbe, kaj zdaj ta družba pričakuje, da boš ti v 4 letih, 5 letih tega arhitekta naredil, pa ga všel in vrgel. Ne. Ja. Jaz jih pa tukaj zadržujem umetno. Pa rečeš, mogoče pa en nemški sistem, ki pa reče, ti takoj končaš šolo, potem imaš pa tako, kot imajo gradbeniki, ne, obvezno napredovanje skozi stroka, se pravi, greš nek biro, pa potem si projektant 1, pa 2, pa to, preden priješ do tistega najbolj zahtevnega. Ne? Ja. Tam ne moreš ti dati eno začetniku, ki eno pručko naredil gradbeniku, da bo zračunal en most. Ne? Ja. Pri nas to lahko, ne? V bistvu. Tudi se je dogajalo, ne? Tudi stvari niso bile potem najboljše. Ja, to je res. Ampak ta naš način, ki je improvizacija, ki je pravzaprav špekulacija proti državi. Ne? Kjer naš način? Kaj ste mislite? Da študent lahko študira 8 let ali pa 7. Okay. 7-8 let, povprečje je bilo 7 let. Ja. Je pa po mojem bolj zato učinkovit, ker ko gre nekdo po 4 ali pa 5 letih v biro, ja. On sicer tam pridobi še neka tehnična znanja, pa neko prakso, neka praktična znanja. Pri nas, pa potem, ko je v biroju, je šele zrel, da mu ti posreduješ na višjem nivoju pedagoškem še neke resnice. Kar v biroju, kdo bo pa zainteresiran, ne v teh velikih birojih. Ti si tam zato, da narediš stvari, ne? Razen če ni zopet nek manjši biro, nek avtorski biro, kjer je nek človek, ne vem, podreka, ki potem on naredi še svojo šolo, v bistvu tistem biro. Znotraj, ja. Ne? Ja. A veš? Tako da se meni zdelo, ko on potegne, dobi tudi z naše strani še podporo za tisto praktično dela, ki jo tam dela, neko korekturo, ki je bolj adekvatna kot korektura nekoga, ki je lastnik biroja ali pa, ne? In potem, ko pride ven, je v resnici pa bolj koristen za družbo, kot če bi ga prej... Kot če bi že redno v 5 letih ja, da bi ga prej magistriral. Ja. A veš to, pri meni je bilo vedno, da gledam v bistvu kot ene vrste dober gospodar. Ne? Država da ti zaupa nek denar in zdaj s tem moraš ti narediti najboljše, kar je možno. Najboljši kadar dati ven. Da ga sproduciraš najboljše. Zdaj pa, če je to včasih na meji, ne, in ga, kaj bi rekel, ne, regulative, in dokler je možnost, da ti interpretiraš, ne, da imaš neko disercijsko pravico, da rečeš, lahko mu 2-krat podaljšam, pa vmes zboli, pa še enkrat podaljšaš. Ne. Rečeš ja, ampak potem, ko pa vidiš, da je pa zrel, pa rečeš, zdaj pa. Ne.
je pa to. To se navadno sami začutijo. Tam se- začutijo, ko vidi v biroju, zdaj pa že suveren, zdaj bi pa že mal, mogoče mu je že odveč tja še hoditi na šolo, ne, nima Ja. več časa, Ja, ga že saj bolj tako biro pravi. potegne. Ja. Tako je to. Ja, ja. Ne? Eni prej, eni kasneje. Ne? Medtem ko te, se pravi, ki pa nimajo te prakse, ki sploh niso šli nikam, nek birol, kaj, to so pa malo črnorevčki, ne? No, pa preostane potem kakšne mislim, tašne to- upravne službe, ne? Skrbno tisto, ne? Ja, jaz mislim, da brez tega lahko začneš pol od začetka, Ja. sem do te bo pa to. Ja, kdo? Ja. Kdo bo pa te imel interes učiti? Ne? Jaz tukaj pri moji ekipi kar precej pač po svojih zmožnostih, a ne, jaz nisem nekaj tutor pa nekaj, Ne, ampak to sem rekel, to so avtorski, ne? se Biroji. vseeno trudim, da bi Ja. čim več Ja, ampak to so dal prek ali avtorski. iz sebe Ja, ali pa tudi ja, iz zunanjih ja. nekih. To so avtorski biroji, Ja, okej. kjer se Ja. ti boriš za dobro arhitekturo. So pa biroji, ki je to služba, ne? Ja, Zdaj v službi, ne? Ja. On gleda, glej, tam me že ladja čaka, ne? Veš, petek, jaz moram tako, pa vreme je fajn, ne? Se bo zdaj on z mulcem tam ukvarjal. Zdaj, toliko sva zajadala v tole in me res živo zanima. Jaz sem koliko je bilo po mojem 5 let nazaj, pa 6, sem še Janeza pobral, pa sva šla na otvoritev Bienala. Oziroma, nisem pobral sam njega, najel sem kombi, pa sem njega pobral, pa še par mojih tlele izbiruje. Ne. In nazaj grede je debata padla tudi o tem, kako je zdaj študij, pa kako bi bil idealno, da zgleda študij, pa to. In zdaj on je zelo nekako zagovarjal to, da bi moral biti tako, kot je bil verjetno bolj v vaših časih, vsaj jaz si predstavljam, ali pa ne, da je bil en močen seminar in da ti je ta oče Ravnikar ali pa kdorkoli dal in arhitekturo in še vse te stvari zraven, pa morda samo par nekih specializiranih predmetov, medtem ko zdaj se mi zdi pa, da je precej razdrobljen po teh predmetih, da jih je pa, se pa kar predmeti kopičijo. Pa tako, zdaj, ker niste več aktiven not kot dekana, ne, me zanima, recimo, če bi zdaj vi s tem entuzijazmom, pa s vsem tem znanjem, ki ga imate, pa z najboljšo voljo rekel, zdaj bom pa jaz naredil svojo šolo za arhitekturo. Kako bi jo organiziral? No, jaz bom zdaj imel sem priložnost slediti eni devetošolski, ne, Ja, ta prehod ali zaključek 9 let in prehod potem v srednjo šolo, ki jo še čaka. ja, In mislim, da sem dobil zelo motiv, da bi napisal v pismah bralcev v delo in bom verjetno eno svoje opažanje. Letos je bilo obvezno preverjanje znanja, ne, za nazaj. Mislim, da je bil tuj jezik, pa slovenščina, pa matematika, pa še potem neka biologija, pa nekaj. Več kot polovica generacije je padla na matematiki. Ne? Zdaj, jaz bi rekel, ko si ti se postavil na stališče, da so vsi predmeti, pa rečemo, da jih je 15, v osnovni šoli v 9. razredu enakovredni po teži in po posegu, ne? Potem zmanjka čas za matematiko. Če je test iz glasbe po obsegu enakovreden testu iz matematike, in ne rečem samo to, testi se pišejo teoretično tudi iz telovadbe, oziroma
Sem slišal zdaj, ja. Tudi to. Ne? Ja. Kajti zdaj je demokracija in v demokraciji smo vsi enaki. Vsak predmet je enak, vsak, ki je za takšen predmet, kako bi rekel, odgovoren na ministrstvu, bo naredil program, ki ne bo nič manj kot matematika. In ko to ti zbereš, vidiš, da ti otroci za predmete, kot je matematika, ki zahtevajo eno kontinuiteto in ki so osnova za vse. Ja. Ne? Tudi, ko greš družboslovje, moraš imeti tam statistiko pa nekaj. Ne? Se pravi, da potem ne moreš tega predmeta oziroma tega znanja v tej srednji šoli usvojiti kot temeljno znanje. In si spodrezal celotno področje tehnike, ker ugotavljajo potem na gimnazijah, pa potem na fakultetah, da je katastrofa. Ne? Na strojni fakulteti je osip totalen. Ja. In ti bi, če se vrnem na to vaše vprašanje, ti bi mogel reči, jaz imam v osnovni šoli 4 predmete, ki so temelj za razvoj družbe, ekonomski razvoj. Ne? Potem imaš mogoče 2, 3, ki so za tiste, ki imajo neko afiniteto, kemija, nekaj. Ne? Se pravi, matematika, fizika, to gre skupaj. Ja. Ker matematika je pač teorija, to je pa že tudi življenje, ne? Tako je. Potem. Se pravi, če biš to rekel, pa jezik, ki ga itak zdaj vsi znajo, otroci, bolj kot, bolj kot midva, ja. Ne? Pa rečemo slovenščina, ne? Bi rekel, vse ostalo se da naučiti, kemijo tudi lahko v gimnaziji šele začneš. Ker nima potrebne te temeljne osnove. Ne? Ali pa Zdaj, potem ima v matematiki. v matematiki, no, temeljno ampak, osnovo. ampak če nimaš matematike, tudi ne boš potem, tudi na faksu ne boš mogel nikjer brez matematike. In ti bi rekel, tele 3 predmeti, ali pa 4, ne, 3, te so osnova. To mora biti vsak teden kontinuiteta in v resnici preverjanje in ne kaj, da je to za celo življenje temelj. Predmeti, kot je glasba, mora biti motivacijski. Ti moraš zbuditi interes za muziko. Ne, da je to zdaj, je najbolj osovražen predmet. Najtežji predmet. Kar je noro, ja. Mi smo včasih, jaz mislim, da učitelji so krivi. Pa ne. Oni imajo program tašen. Kurikulum, ne tako. Kurikulum. Ne? In namesto, in sploh, da bi oni se malo z inštrumenti poigrali, da pri nekomu zbudiš interes, da gre potem še v glasbeno, pa se, ne? In tisti, ki je nek potencial, bi tam dobil prvi puš pa to. Ne, iz tega narediš osovražen predmet, da se jim ta glasba zagravža. Si predstavljaš to? Včasih je bilo to osvobojeno ozemlje, ker si ti rekel, isto, gimnaz, tudi telovadba in vem kaj. Tešičen povik, toliko, da malo vidiš, kako so stvari. Zdaj so to enakovredni predmeti, zahtevajo enako učenja, memorialnega. Ti potem vprašaš, bi dal malo pomoč tašne punčki, ne? Prejši, bova pri fiziki malo pogledala, kako se to razvije. Prav, ti mi formulo povej. Se ne gre za, ne? Fizika se ne uči zaradi formul, ti se zaradi razumevanja stvari. Formula je samo tista pomoč, da ti ni treba vedno znova razvijati. Pa če si frajer, jo lahko pa razviješ. Jo pa tudi razviješ. Tako. Jo lahko, ne? Fiziki sploh še lažje, ker iz enote že lahko. Ne? In ti povem, in potem seveda jih pade na tašnih vseh teh izpitih, tudi za konec imajo popravnih, 17 popravnih pa nekaj. Ne? A veš? In enako velja tukaj le pri nas. Seminar, ki je v bistvu ena simulacija dela v biroju na nekem resnem projektu. Tako je.
on preprečuje učenje na zalogo. Da bi se ti vse situacije možne, ki bodo v življenju na zalogo naučili, kar je nemogoče. Meni je rekel enkrat prijatelj, vodopilc, rekel, meni odpade 1 ura, protestiram. Se rekel, veš kaj, se je grobo, kar bom zdaj rekel, ne? Ampak proti znanju, ki je neskončno, ne? Ki ga itak ne boš nikoli vladal, pa prav reči, 1 ura odpade. Ne? A veš, kaj mislim? Vse je grobo to rečeno. Ne? Ampak ni smiselna ta ura. Smiselno je, da v seminarju ti skozi skoraj laboratorijski način preizkusiš to pot, da dobiš problem, da moraš ta znati problem sploh artikulirati, da sploh veš, kaj to je, da ga razumeš, da kontekst tega problema, da to razširiš. Zato so tisti predmeti okoli, ne, ki jih poslušaš teoretično, da se znaš sploh vprašati, kaj rabiš, ne? Prenova, pa ne vem kaj, pa rečemo, potem konstrukcija, pa ne vem kaj, ne? Da to je vse vsebina tvoje naloge in da je mentor tist, ki te tukaj pri tem, kot ta trener vodi, ne, da je 100 trenerjev, vsak iz ene strani malo brcne, ne? In da potem, tako kot smo imeli zdaj nekaj časa nastavljeno, da potem pridejo tudi kot konsultanti profesorja drugih predmetov teh in na isti nalogi ti lahko malo komentira. To pomeni, da si ti skozi neko praktično izkušnjo, ker si se soočil z tem, rekel, s to paniko praznega papirja. Ne? Da si se s tem spopadel in da ti je mentor mečkeno odpiral oči, kako se tega lotiti in da si ti to potem mogoče na svoj način potem preživljal in vgradil v svojo pot, da si ti tudi to izkušnjo dobil. Ampak to je žal zvezano z skepso, strahom, z malo krizo, malo trpljenja, ne? Ko že Suhi rekel, jaz nikoli nisem trpel, tudi nikoli se ni soočal z nekim zelo konkretnim problemom, ki ga mora oglodati do konca, ne? Ampak, glej, in potem to je tvoja izkušnja fakultete. Tako kot bi tale matematika tukaj na osnovni šoli bila tvoja izkušnja srednje šole, ki ti je dala neko nedvomno bazo, iz katere ti lahko greš naprej. Vse ostale stvari se dajo nekako priučiti, kaj bi rekel, ne, nadudljati, pa ono tretje. Lej, tukaj žal, pa tudi ni res, ne, vemo, da ni res. Ampak ni enaka teža. Seveda ne. Ni enaka teža. In zdaj pa tako, ne, zdaj se pa malo bojim, kljub vsemu, ne, da v razliku rečemo od enega ravnikarja, ki ga sicer nikoli ni bilo, pa je bil vedno tam. On je vsak dan prišel, ne. On je bil, bi rekel, šiba Božjana, ki je čakala tam v kotu, ne. Je še potem, po njegovi smrti, 20 let, pri vsaki nalogi me prešinilo, kaj bi ravnikar rekel. Ne? Tako močen ti si. Ja, da nisi mogel, rečemo, včasih moraš tudi narediti kakšno nedoslednost. Moraš, lej. Možemo plačati položnice, pa ne, a veš. Pa bi to naredil, pa bi rekel, glej, pa imam za 2 meseca zopet. Ampak ta njegova, ta moralna
ta stav, ne, pa ta drža, ne, je bila tako močna, da ti tega nisi mogel. Ne? Se pravi, in to ti lahko da ta pedagog tukaj. Ne? Se pa žal, tako kot na večini fakultet v Evropi, jaz mislim, ker 99%, vse to spreminja v en podaljšek srednje šole. Se pravi, so predmeti, ne? Je ti seminar sicer nekaj, ne? Ker seminarska naloga je zanimiva, ne? Ona je v bistvu, to je raziskovalna naloga. Ne? In jaz sem bil zelo presenečen, ko sem obiskoval, rečemo, AA ali pa Belage, pa gledal zaključne te razstave, ne? Se mi zdelo, glej, to so pa ene negražene stvari, ne? Tako malo čudno, tako, glej, ne, pri nas pa vse lepo pošlihtano, to, ne? Seveda, zato, ker oni so začeli na začetku te prehrambene verige, ne? A veš, tam, kjer se šele plankton pa to blato dela, ne? In potem to zori in pride do produkta, mi pa smo ta produkt vzeli, pa delamo replike. In so potem, še danes se mi zdi, da je to mal problem šole, da mi se trkamo po prsi, gledajte, kakšne razstave imamo, ampak v resnici ena stvar ni tako vznemirljiva kot to blato tukaj na začetku, ki pa nosi nekaj noga. Ja. Ne? Ja. Je preveč lepuškasto, preveč je... Pa tudi to, s čemer se boš potem srečal, ne? S tem, kako ste rekel, nervoza, praznega papirja. Praznega papirja. Trema praznega papirja. Ja. Ne? No, pa obup praznega papirja. Mislim, ja. Ne? To se meni zdaj kot zunanjemu opazovalcu tudi zdi, da so te razstave zdaj jasno v nulo. Ja. V nulo, izdelki v nulo. Ja. Ampak, kje pa je zdaj to iskanje? Ne? Ja, ne vem pa, koliko je dejansko bilo tega odspred. Ker seveda ta način zahteva, da je mentor kar dosti predstavo. Ne? On te mora vsakodnevno, te mora malo spodbujati. Ne? Ravnikar, in to se mi zdi neka metoda, ki je bila tako izkustveno, ne, zelo koristna. On je rekel, gledajte, ne revij gledati. Ne. Dal je neko nalogo, narediti eno stolpnico in znotraj stolpnice narediti jedro, ki mora biti čim manjše in mora biti noter WC-ji, shrambe, umivalnica, garderoba, stopnice, lifti. In mi smo se tega lotili, smo mislili, v enem tednu bo gotovi. To je trajalo 1 leto, samo jedro. Ne? Potem zadnje še zraven tiste pisarne so se hitro. In od začetka je bilo to, naprimer, 13x13 metrov, je rekel, a se ne bi dalo še malo? Pa si rekel, ja, ampak to je, rekel, kar malo poskusite. Ni nič risal, nič usmerjal. On je sam rekel, dajte še malo, ne? In potem si prišel do tega, da je bilo to 7x7 metrov. Sem prav, 1-krat manjše. 4-krat manjše. Ali pa 4-krat manjše. Potem pa je rekel, ja, a se ne da še manjše? In takrat bi se človek zjokal. Ne? Pa potem navadno je vzel eno kuverto, pa rekel, gremo v gostilno. Pa je šel cel seminar v gostilno, pa vam plačal tiste pršut, pa to, pa nekaj smo pili. Pa naslednji dan, no, dajmo poskusiti še manjše. Ne? In na koncu je bilo to še manjše. In tam si dobil za celo življenje eno tačno lekcijo, ki nisem nikoli pozabil. Ne? Danes, ko je to nekako regulirano, ne, na način, kot to baje kolegi gradbeniki učijo, ne, kjer je bila od Kristla hčerka docentka celo že, ne,
in je dala za predmet arhitekture, je dala neke vaje, ne? In potem zgleda, da so celo zahtevali, da se izloči, mislim, da je celo šla potem iz fakultete, ko so rekli, gledaj, pri vseh drugih predmetih si jasno, vaja je to, rezultat je to. Ona pa skozi nekaj hoče, pa dajte še poskusiti, pa to, pa on, ne? Rekla, kaj, a ne ve? Ona ne ve, mi smo ugotovili, da niti ne ve, ona kaj hoče. Kakšno nerazumevanje principa in stroke. Ja. Popolnoma nerazumevanje. Ne? In tako se mi zdi, da mal postaje zdaj tale seminar kljub vsemu, da dam neko nalogo, ki ne rečem, da nima tega iskanja, ampak ima vzor. Ima referenca. Čim daš ti referenca, to pomeni, da je nekdo tisti del je delež pred tabo že opravil. Ok. Ne? Zanimivo. Se pravi, ker nekako tako vsej zame je bil en poduk pri Ravnikarju ta, da ko dobiš nalogo, greš pot neznano. Ne veš, kam greš. Ja. Še ne veš. To še ni estetiziranje. On je na koncu estetiziral, običajno. Ne? Se pravi, je nekaj, kar je še nekaj nevidenega, nekaj novega. Ti še sploh ne moreš reči, kot avtomobili, ne? Včasih so bili neki, kaj so že bili, Ami, pa to, ki je imel šipa, tako zadnje, ne? Ja. Ne? Pa se ni primla. Ampak kakšne stvari so se pa primle, ne? Ampak ko si jih prvič videl, se ti je grozno. Kaj to je? Ne? Ja. Se pravi, da ali stvar je že v neki estetiki, ki jo ti že vidiš, pa se bo estetizirala, ali pa sploh ni, da se ne bo primla. Ne? Ampak predvsem to estetiziranje na koncu. Ne? Ja. Tukaj pa na začetku. Ne? Tukaj pa ti že vzameš referenco, aha, to so take hiše, ne? Ali pa to je takole se to dela, pa lesena fasada, pa ne vem kaj. In zdaj ti si že v nekem okviru, kjer so stvari nekako jasne. Ne? Srečeš, gledaj, kako mi je to vse skupaj lepo padlo. Ne? Ja, seveda, ker nekdo pred tabo to že razmislil.